Na zadnjo nedeljo v avgustu se je opoldne na trgu svetega Petra v Vatikanu znova zbralo veliko ljudi. Med njimi so bili katoličani, poslanci izvoljeni v parlamente različnih držav, ki so se zbrali na 5. mednarodnem srečanju. Papež Frančišek jim je namenil poseben pozdrav in jih spodbudil, naj svojo občutljivo nalogo zastopanja sodržavljanov živijo skladno z evangeljskimi vrednotami. Na trgu pred Vatikansko baziliko je bila tudi velika skupina policistov, motoristov in policijski orkester. Slednjemu je sveti oče spontano izrazil željo, da bi ga rad ne le videl, temveč tudi slišal. Ob koncu papeževih pozdravov je ugodil njegovi želji in razveselil vse prisotne. Papež Frančišek je nagovor pred molitvijo angelovega češčenja in blagoslovom namenil razlagi evangeljskega odlomka 22. nedelje med letom, v katerem je Jezus apostolom naznanil, da je namenjen v Jeruzalem, kjer ga čakajo veliko trpljenje, smrt in vstajenje. Vangelo, Eucaristia e preghiera. Non dimenticare. Vangelo, Eucaristia e preghiera. Ne pozabite, evangelij, evharistija, molitev. S pomočjo teh gospodovih darov se bomo lahko oblikovali ne po svetu, temveč po Kristusu, mu sledili na njegovi poti, na poti izgube svojega življenja, da bi ga našli. Izgubiti ga v smislu darovati ga, podariti ga za ljubezen in v ljubezni, kar pa prinaša tudi žrtev, križ, da bi ga ponovno prijeli prečiščenega, rešenega sebičnosti in hipoteke smrti, napolnjenega z večnostjo. Devica Marija gre na tej poti vedno pred nami. Pustimo ji, da nas vodi in spremlja.